Ravno kar hodim proti Antar studiu na Rajšpovi ulici, kjer se bom sestala z nepremičninskim agentom Andrejem Rutarjem. Gospod Andrej, nam lahko mogoče nekaj poveste o samem podjetju, kako ste se začeli ukvarjati z nepremičninami? To, v bistvu, kako sem se začel z nepremičninami ukvarjati, je bila zelo, bom rekel, taka čudna okoliščina, bil sem porinjen po domače v to. To se je zgodilo pred 18 leti, tako da že lahko rečem z veliko izkušnjami, 18 let že delamo na področju nepremičnin. V začetku je bilo, bom rekel, to kot neka nuja, potem pa je to preraslo, bom rekel, kot veselje in, bom rekel, strokovno delo. In zdaj bom rekel, da po 18 letih bi težko zamenjal za kaj drugega. Torej uživate v tem? Ja, uživam v tem. V enem je pa zelo dinamično delo z ljudmi, sicer v današnjem času zelo težko delati z ljudmi, ampak moram reči, da te, bom rekel, tudi zadovoljijo, bom rekel, pri dobrih, uspešnih poslih te, bom rekel, zadeva izpopolni. In katere se vam zdijo neke lastnosti, ko jih mora imeti dober nepremičninski agent? Predvsem v bistvu mora biti pošten, zanesljiv, kar je v bistvu tudi naš slogan našega podjetja. Pa zelo širok spekter znanja mora imeti, odprt za, bom rekel, ogromno stvari, od pravnih do življenjskih, do konkretno, bom rekel, ne vem, gradbenih, ogromno znanja moraš imeti, ampak se pravi, odprt za znanje, da ga lahko črpaš. V 18 letih, odkar delate, kaj se vam zdi, da se je najbolj spremenilo? Recimo, kakšne želje ljudi, kaj ljudje iščejo? Dobro vprašanje. 18 let, ja. Lahko rečem, da se je precej spremenil način dela. Pred 18 leti je bilo tako, da so pravzaprav stranke iskale, bom rekel, zelo tebe, imel si dobro nepremičnino, zdaj pa mogoče bolj iščemo stranke, ki imajo, bom rekel, finančna sredstva za nakup. Čeprav, podarim še vedno čeprav, če imaš dobro nepremičnino, ugodno, kvalitetno, se še vedno najde kupec. In tako kot pravijo, da za vsako nepremičnino je kupec, to še vedno drži. Je pa največ sprememb v samem načinu dela, kot je bilo prej, pa kot je zdaj. Kaj se vam pa recimo zdi, da ljudje iščejo na Ptuju? Kakšne nepremičnine se najbolj prodajajo? Ptuj je, bom rekel, specifika. Po eni strani bi Ptuj rad bil mesto, kjer bi ljudje ostajali, da bi bila, bom rekel, proizvodnja, delo, ampak je vedno bolj spalno naselje. Se pravi naselje, kjer pridejo ljudje prespat, delajo pa drugod, ker je premalo industrije. V večini primerov, govorim o moški populaciji, Ptuj delajo v tujini. Preko posredniških ali kakršnikoli drugih podjetij delajo v sosednji Avstriji in potem tudi dalj. Tako da, bom rekel, več ali manj tu iščejo ljudje spalne stvari, se pravi bivalne. Čeprav je en segment tudi kmetijskih, bom rekel, zemljišč, kmetijskih, bom rekel, površin, katere se, bom rekel, tudi kar v zadnjem času, ko je ta kriza, se v bistvu kar tržijo. Predvsem zato, ker so kmetje, ki so, bom rekel, srednje veliki kmeti, hočejo biti zdaj v bistvu se povečati in ostanejo, bom rekel, malo, bom rekel, veliki kmetje. Tako da se v bistvu združuje ta zemljišča. Je pa Ptuj primeren za družine? Se vam zdi to res? Ja, absolutno. Edini pogoj je, da imaš, bom rekel, neko zagotovilo v delovnem razmerju, da pač imaš prihodek, drugače pa je Ptuj zelo lepo mesto, prijazno mesto, polno vsega, vse imaš, bom rekel, na majhnem prostoru, samo da imaš zagotovljen, bom rekel, status
osebnega dohodka, no, da je sigurno. Se pa recimo iz tega vidika mogoče kakšni upokojenci priseljujejo sem? Ja, v bistvu, glede na to, da pač naše podjetje posluje v Ljubljani, sicer zdaj več ne z samo enoto, ki smo jo pred časom imeli, ker je pač vseeno nastopila tudi kriza, bomo tudi v bodoče odprli. Imamo pa zunanje sodelavce, s katerimi sodelujemo. V glavnem ta povezava Ljubljana, se pravi kot prestolnica, pa Štajerska, Prekmurje, oziroma tudi dol proti Primorski, proti obali. Imamo kar nekaj transakcij letno, kateri se v bistvu upokojenci, ki so v Ljubljani in okolici, prodajo svojo nepremičnino, si tukaj kupijo, pa si še nekaj ostanka zadržijo za svojo starost ali pa s tem pomagajo tudi otrokom. Ja, ker je Ptuj izredno lepo mesto za življenje. Ja, res. In bom rekel, za upokojence, bom rekel, mogoče še najboljši, ker so pač imajo pokojnino, katera pač vsaki mesec pride, pač kakršnakoli je. In zdaj, če v bistvu še neki rezervni kupček ostane, lahko res sproščeno in lepo živijo.